Živijo, Luka iz Skin Vital Running Academy z vami. Evo, danes si bomo pogledali tale model, se pravi od Salamona copat SenseRide 4. Zdaj, kakšne so kaj novosti pri tem modelu? Tisti, ki ste imeli že trojko, vizualno boste opazili, da copat ni tako zelo bistveno drugačen, kot je bila trojka. Ena taka stvar, ki jo boste sigurno opazili, je, če boste majčkeno pogledali notranji opetnik. Notranji opetnik je bil majčkeno spremenjen, se pravi, to oblazinjeno je malo drugačno, da je v bistvu to prileganje stopalu zadaj še boljše. Majčkeno manj je pritiska na tetivo, tako da zna prav priti tistim, ki imajo kakšne težave, tako da če jih malo pritiska na tetivo, zato ker je zadeva malo manj tlele oblazinjena zadaj. Navzven pa kakšnih bistvenih sprememb ni doživel. Se pravi, tlele mogoče spredaj je majčkeno drugače pozicionirana tale guma, vse ostalo ostaja zelo enako. Tudi teža ostaja enaka kot pri predhodni trojki, se pravi, pri tej njihovi klasični številki 42/2 znaša 290 gramov. Jaz sem stehtal tudi tele moje, ki so velike, številka 46, tukaj tehtajo dobrih 330 gramov, tako da veste, tisti, ki imate malo večjo nogo, je pa tudi to par 10 gramov težji copat. Drugače, imajo vse te klasične Salamonove tehnologije, se pravi, imate za boljši oprijem stopala tlele SensiFit, to je se pravi tale linija, da lepš zagrab z obeh strani čevelj. Potem noter je tale nogavička EndoFit, da lepšo oprime stopalo, se pravi, kaj je naša dodatna nogavička, ki pride noter v copatu. Blaženje, tako kot je že klasika pri Salamonu, pride OptiVibe, pa podplat ContaGrip. Podplat je prilagojen nekako zato, ker je tudi glavni namen tega copata, se pravi, profil je nekako, tako bomo rekli, primeren za trail tek, medtem ko ta copat je bil narejen tudi zato, da je ena taka kombinacija. Se pravi, super je za kakšne tiste, ki živite mogoče v mestih ali pa tako nekje tudi na vasi, pa nimate takoj iz dvorišča dostop do traila, ampak mogoče še na začetku malo tečete po cesti. Predvsem pa je idealen tudi za take traile, ki niso zelo tehnični. Saj ne, da se ta copat ne bi tako dobro obnesel tudi na kakšni malo bolj tehnični podlagi, samo kar boste opazali je, da ga boste precej prej razbili. Zdaj, s tem sem jaz naredil 200 km še precej lep, tam je 150-200, medtem ko, recimo, če bi tazga dolg časa veliko gonil po hribih, po kakšnih skalnatih podlagah, ne bi zdržal take velike kilometrine. Medtem ko, če ga boste imeli, recimo jaz ga uporabljam za kakšen rožnik, Tivoli, tlele Pohograjce, boste pa z njemu zelo hitro lahko zelo lepo kilometrino naredili. Zdaj, kar se tiče še takih tehničnih značilnosti, padec peta prsti je 8 mm, se pravi, bomo rekli tak en dokaj klasičen padec. Blaženje je tako, če bi primerjali z ostalimi modeli iz linije Sense, tisti, ki malo bolj poznate to linijo, veste, da je bila ta linija ven dana, tako pred leti, je obstajal model Sense Max, potem je bil SenseRide, pa Sense Pro. Dobro, pa je bil še ta slab Sense, ampak se pravi, je bil takrat Max še malo bolj blažen. Pa je bil Ride nekje vmes, pa Pro najmanj. Potem so Maxa odstranili in dejansko so takrat tudi Rida naredili malo bolj blaženega. Tako da Ride je tako neka kombinacija srednje do bolj blažen. Definitivno je bolj blažen kot linija Pro, se pravi, za tiste, ki vam paše malo več blaženja, je recimo tale zelo uporaben, je precej bolj blažen kot kakšen slab copat, če bi ga pa primerjal s kakšnim modelom od Hoke ali pa kaj podobnega, je pa zadeva sigurno manj blažena. Tako kot sem že prej rekel, to je v bistvu tak zelo uporaben copat za kakšne, se pravi, treninge, tekme. Jaz ga uporabljam največ v bistvu od vseh Salamonovih copat, uporabljam ga za take čist vsakodnevne treninge. Zaradi tega, ker pa ni zelo težek, bo pa marskomu tudi zelo prav prišel za kakšno tekmo. Zdaj, če ste glih tekmovalci, ki bi šli na zmago, je lahko problem, drugače bo pa zelo prav prišel. Zdaj še malo moje subjektivne ocene za tale copat. Tako kot sem že rekel, meni drugače osebno mi zelo odgovarja. Mogoče kar me mene osebno moti je to, da je model tako nekje
srednje širok, da mogoče majčkeno ožji, jaz imam malo širše stopalo spredaj, se pravi, če ima kdo ekstremno široko stopalo, ga bo mogoče malo motil to, da glih ni ekstremno širok, medtem ko tisti, ki imate nekje povprečno širino ali pa malo ožji copat, vam bo pa to pasalo, da nima tlele spredaj preveč širine, ker vam bo lepše prijel. Se pravi, jaz recimo majčkeno čutim včasih, sploh na začetku, ki je nov, malo več pritiska ob strani, ne da je zelo moteče, ampak pač ja, tako kot pri vsakem majčkeno ožjem čevlju, enaka situacija. Se pravi, tako kot sem že rekel, za kakšne take malo manj tehnične traile, se pravi, če govorimo o teku po gozdu ali pa tudi neka taka kombinacija, malo ceste, malo gozda, malo makadama, je definitivno to moja prva izbira, medtem ko če bi šel malo više v visokogorje, ga pa ne bi preveč redno uporabljal. Predvsem zaradi tega, ker ga res hitro ponavadi sesuješ, ker kadar je malo več mrežce takole spredaj, ponavadi ga dokaj hitro odpreš na kakšnih bolj tehničnih podlagah in pa se zgodi, da ti ga odpre nekje na enih 300 kilometrih, ki bi drugače zdržal sigurno tam vsaj cirka 800. Zdaj recimo, če pogledamo še malo, za katero tekmo bi ga uporabil. Takele so super, recimo, pri nas kakšna taka tekma, ki ni zelo tehnična, je kakšna recimo tamle trail na Soči, Soča Outdoor Festival je tak super. Tudi recimo na tem trailu, ki ga imamo v Kranjski Gori, Julian Alps Trail Run, vse te krajše distance, kjer ne gremo to gor. Ne nazadnje pa tudi nekšni tam 30, ki bi še čisto super prišel, zato ker ni nekaj zelo skalnato. Ne bi bilo pa fajn, da bi ga recimo imel, ne vem, kakšen tisti spust mi pride v misli na Vipavi dol, v Vipavi dol, ki je zelo tak skalnat. Saj verjetno bi se v redu obnesel, samo če bi ga parkrat ponovil ti spust, vprašanje, če bi ta čevelj šel v enem kosu. Tako da definitivno prav pride za take traile, bi rekel, tam nekje ene srednje do krajše distance, za kakšne daljše ponavadi uporabljamo še kakšne druge modele, recimo od Salamona pride tukaj bolj upoštev kakšen Ultra Pro ali pa Ultra S-Lab, medtem ko za kakšne take distance, tam od enih 10 do 40 km ali pa 30 km je pa tale zelo priročen. Pa naj si bo to za trening ali pa za tekmo. Za konec mogoče samo še to, se pravi tisti, ki ste bili nekako zelo zadovoljni uporabniki že dvojke ali pa trojke, zadeva se ni toliko zelo spremenila, da bi bili lahko zelo v dilemi, tako da tudi, če ga boste naročali kje prek spleta ali pa kaj podobnega, lahko naročite isto številko, ker samo kopito se ni nekaj spreminjalo. Majčkene res razlike tlele zadaj v oblazinjenju, ampak jaz sam recimo takole še najbolj tole vidim razliko, ki ga pogledam tako vizualno ali pa če potipam, medtem ko greš enkrat teč, ni neke bistvene razlike. Tako da verjamem, če vam je ustrezala dvojka ali pa trojka, da vam bo zelo prav šla tudi tale štirka.